Ok, sej vem, da je ime tega avtomobila izbrano precej romantično. Formentore namreč polotok na otoku Majorka, sem že bil tam in je res lepo. Pa še prekrasna cesta vodi do tja, ker so nam pri Cupri želeli povedati, da je tole bolj vozniško atraktiven križanec. Ampak točno tale nima nobenih dinamičnih ambicij, vsaj v takšni različici s 150 konjskim 1,5 litrskim benzinskim motorjem pod pokrovom. In to je zakon. Mislim, zato, ker je potem lahko namenjen čisto vsem, ki bi želeli imeti zanimiv in atraktiven avtomobil, pa jih je strah imeti 300 konjev pod pokrovom, ker se bojijo dragega zavarovanja, pa recimo velike porabe goriva, pa kazni, če bi preveč pritiskali na plin. Pa še malo bolj dvignjenje in zato bolj nastopaški, to pa itak vem, da je danes všeč čisto vsem. 1,70 m je visok, torej malo manj od mojih 1,74 m. Ok, 1,5 m je samo visok, jaz pa ne dosti več. Malo manj kot 4,5 metra dolžine pomeni, da tole vseeno ni ogromen avtomobil. Prtljažnik ima 450 litrov prostornine in je v bistvu nekje vmes med prtljažnikom navadnega in pa karavanskega leona, da si boste lažje predstavljali. In če je kakšen centimeter krajši od tistega v karavanu, pa nadoknadi potem s kakšnim centimetrom večjo višino. Ja, prostornost imamo danes na sporedu. No pa, da si boste lažje predstavljali, kaj pomeni 450 litrov, pa mimo grede, toliko jih ima samo Formentor z 1.5 motorjem, če boste izbrali ta hudega, bo litrov samo 420. Skratka, sem noter sem z lahkoto postavil elanove smuči, malo goljufan, ker te so te nove zložljive, zasedajo veliko manj prostora. No, pa ta največja torbo, ki sem jo sploh našel, ta je dovolj velika, da gresta dva za en teden lahko na dopust, pa bosta vse slačila sem noter, pa škatlo od našega ta velikega drona in še imam en kup prostora. Ta zadnji kufer, ki ga imam še sabo, še en kup placa. Dosti velik prtljažnik. Tukaj zadaj trenutno sedim sam za sabo, ker mogoče ni najboljše merilo, ampak glede na prostor, ki mi ostaja tule pred koleni, lahko povem, da ga bo dovolj tudi za normalno visoke. Nad glavo pa itak ni nobenega problema, ker je strop ravno toliko višji, da je prostora v bistvu res ogromno. No pa še stoli so zadaj lepo usnjeni, da boste potem lažje zbrisali rezultat otroškega brcanja. Tretji potnik tule v sredini ne bo posebej zadovoljen, ker se sedi nekoliko više na tem grebenu in potem vse skupaj ni toliko udobno. Je pa veliko bolj poskrbljeno za ta dva, da bosta lepo zasidrana in bo vse skupaj bolj dinamično. Itak v teh avtih na sredini nikoli ni posebej udobno. Sam povem, da ne bo kdo rekel, da nisem. Ok, še spredaj. Glede teh stikal in teh zaslonov naslednjič rečemo kakšno, tokrat smo pri prostornosti, saj veste. Na sedežih je za največje mišice vašega telesa dovolj prostora in v bistvu tudi hrbet prav fino počiva na teh naslonjalih. Oprijema je ravno prav, da vas v vsakem ovinku ne bo premetavalo levo in desno, obenem pa ne preveč in bi potem morali doma najprej pol ure ravnati hrbet, ko boste prišli iz avta. Teh odlagališč tule je kar precej, če boste izbrali samodejni menjalnik s to miniaturno ročico, bo prostora v bistvu še več. No, tale prostor je prav fin za telefon. Mene dejansko moti, da samodejno polni telefon, če telefon omogoča brezžično polnjenje. Saj vem, večini bo to dejansko všeč, mene pa moti to nenehno polnjenje in prekinjanje vsakič, ko stopim iz avtomobila. Ima pa recimo super funkcijo, da malo ojača mobilni signal za boljši sprejem med vožnjo, da bodo pogovori še bolj tekoči. Prostoročno, jasno, znači telefon v roki. Cena je še pomembna, seveda. Tole je osnovni Formentor in stane 30 375 evrov. Ste ziher mislili, da bom rekel več, a ne? No, tale je 32, ker ima še 7-stopenjski menjalnik DSG, ampak za avtomobil, ki izgleda tako fantastično, to kar v redu cena. A si jo držaš, koliko sem jaz močen? Lej. Moraš biti malo poseben, da se ti te fore zdijo zanimive.